pri nas je res cool v Sloveniji. Pač 1 leto si doma, luksus, niti na polovici še nisem, ne morem verjeti. Ja, sploh si ne predstavljam, ko razmišljamo o ženskah, ki rodijo denimo v Ameriki in gredo delat, še preden se prav zacelijo in potem črpajo mleko, kar med odmori za malico. Meni je to nepredstavljivo, ampak tukaj je pa res luksus 1 leto. Enega celo shranjujejo in pošiljajo domov, drugega zavržejo, pump and dump, rečejo temu, načrpaj. Ampak posod je drugače, ne? Pa potem še vrtec, astronomske vsote, ki jih plačajo za to, da ti nekdo pazi otroka v varstvu. Pa za Avstrijo sem slišala, da je kar neprizanesljiva z nego. Ja, jaz sem pa slišala za Švico. Čeprav si želimo biti druga Švica, si na tem področju najverjetneje ne bi želeli postati ravno Švica, sploh kar zadeva cene vrtcev. Spomnila sem se, kolegica je na Islandiji, pazi to, mislim, da je morala z letalom na ginekološke preglede v Reykjavik. Kaj? Moro. Tako da bi bila na enem hrvaškem otoku in se morala peljati na Gliserjem. Ja. Ampak, daj pa pol posnet kar epizode o starševstvu v tujini. To se mi zdi zelo zanimiva tema. Daj pa. Šala za starše. Ja, nič, to je prva od 2 epizod o starševstvu v tujini. 2 starša bomo spoznali tokrat. Prva je Mojca Dominikovič, ki s partnerjem in sinom živi na Islandiji. Mojca, živjo. Dobro jutro. Dobro jutro. Kam točno te kličeva in koliko prebivalcev šteje kraj skupaj s tvojo zdaj 3-člansko družino? Jaz se vam javljam iz enega majhnega kraja na severovzhodu Islandije, ki se mu reče Höp. To je približno 450 km od prestolnice. Trenutno pa nas tukaj živi skoraj 2000, v celotni občini, v celotni občini pa približno 3000. V resnici pa je to mogoče 0,3 prebivalca na kvadratni kilometer, tako da res ni gužve. Vsi se poznate tam. Tako. Pa si peciva nosite za praznike. Tu, tak nekak, ja. Skrbiš za nataliteto Islandije, bravo Mojca. Povej nam, kaj počneš na Islandiji in koliko je star najmlajši družinski član? Torej, jaz sem zdaj že dobrih 9 let tukaj. Delam kot menedžer in vodja ene restauracije v hotelu, ki nosi isto ime, torej Hotel Höp, kraja, v katerem živim. Rodila sem pa v začetku avgusta, tako da moj sin je prejšnji teden napolnil točno 4 mesece. Vse najboljše. Uršula je rodila sredi avgusta, ampak verjetno bo več časa na porodniški kot ti, ker ko sva te poklicali, kje sva te našli? V pisarni v službi. Povej več, Mojca, to je osebna izbira, tako kot moja, ne, da sem zdaj v pisarni v službi. Tako. V bistvu na Islandiji ti pripada 6 mesecev porodniške, torej mami, in 6 mesecev očetu, ker so zelo verjamejo v to, da v enakopravnost, torej isto je moj, kot je očetov. In imajo pa eno, kako naj to sploh razložim, v resnici ti 6 mesecev pripada, ampak si lahko vzameš po procentih. Torej jaz zdaj trenutno sem na 50% starševskem dopustu in ostalih 50% lahko delam, če to želim. Se pravi, to je polovičen delovni čas? Tako, ja. Imam pravico do polovičnega delovnega časa, zato ker sem samo na polovični bolniški. Porodniški. Porodniški, pardon. Mojca sinček je torej še dojenček, kot si rekla, začetku avgusta se je rodil. Ali nama lahko pojasniš, poveš, razložiš, kakšna je bila tvoja nosečnost na Islandiji? Rekla si, da ste zelo redko poseljeni, zelo ste razpršeni povsod. Verjetno je koliko par bolnišnic, ki so zelo centralizirane oziroma v večjih mestih, si predstavljam. Ja, v bistvu je bolnišnic na Islandiji samo 6, ampak ne more se vseh roditi. Tako da, jaz bi rekla, da največja razlika v nosečnosti na Islandiji je to, da je moja nosečnost od začetka do konca vodila babica. Da ginekologa sploh ne srečaš, razen če pride do nekih zapletov. Ga ne želiš torej srečati niti v nosečnosti, ne? Ne želiš, ne. Babica vodi nosečnost od
pozitivnega testa, tudi porod in vse to so vse babice. Ja, se v Sloveniji tudi babica vodi porod. Ni sploh nimaš stika z ginekologom. Pa tako kot sta omenila na začetku, jaz vsakič, ko sem morala na pregled, sem šla z letalom v prestolnico, zjutraj opravila pregled in se potem popoldan z letalom vrnila nazaj domov. Koliko pregledov si imela v času nosečnosti, koliko letov si morala opraviti? Samo 2 pregleda. Aha, torej zdrava in pričakovana nosečnost. Ja, tudi, če ni nič narobe, samo 2-krat. Vse drugo opravi babica. Kaj to pomeni, da opravi babica, Mojca? Pride domov kot neke vrste patronažna sestra in te pregleda že v času nosečnosti, ti kaj svetuje? Ti greš v resnici k babici kot zdravstveni dom, nekaj v stilu zdravstvenega doma, je več malih ustanov po Islandiji, v malo večjih krajih, tako kot je moj, ker nas je zdaj skoraj 2000. Wow. V bistvu izmeri trebušček, pregleda urin in te pošlje domov. Zelo enostavno. Kaj pa potem porod? Priporočila se seveda razlikujejo. K čemu se nagibajo Islandci? In ali tudi vi tam poznate te poporodne načrte? Pa rojstvo v banji, vodi? Jaz bi rekla, da so okrog poroda in nosečnosti zelo sproščeni, da vse je naravno, vse je normalno, nič se kaj ne sekirajo. Ne ukvarjajo se preveč niti z meritvami ploda, da tako se, vem, da v Sloveniji ti rečejo približno 3 kilograme je težek, ali pa to sploh ne obstaja tukaj. Pa Apgarjeva lestvica? Po porodu? Tudi, jaz vsaj nisem slišala. Aha, ne ocenjujejo dojenčka prvo sekundo, ko se rodi? 9, 10. Ne. Mama tudi, mislim, da so ga stehtali šele po 4 urah. Ko se je že svobodno polulal. Tako, pustili so nas same v sobi in so šele čez par ur prišli nazaj in so rekli, ok, dobro, bomo ga zdaj malo očistili, zmerili in tako naprej. Ampak kaj pomeni, da se nagibajo k bolj naravnemu procesu? A to pomeni, Mojca, ne vem, da niso naklonjeni epiduralni in podobnim anestetikom? Ne, sploh ne. Večina porodnih sob, jaz bi rekla, vsaj polovica porodnih sob je tudi opremljena za vodni porod. Babice so naučene akupunkture. Tak se mi zdi, da nek naravni način, čim bolj naravni način spodbujajo. Niso ravno za epiduralno, bi rekla, da jaz sem jo sicer dobila, zato ker sem imela malo komplikacij, drugače pa ni to cilj. Bolj akupunktura, masaža, topli obkladki, voda. Mojca, poslala si mi fotografije sobe in izgledala je kot neke vrste spa, zelo umirjeno, bež toni, banja. A nam lahko opišeš, kako je to videti in kje sploh je bila ta soba? A si jo prej najela? Ne. To v bistvu pri svoji babici vnaprej malo poveš, kakšne želje imaš glede svojega poroda. Moja želja je bila akupunktura, vodni porod, vse umirjeno, fino, potem se seveda to ni zgodilo, ker sem zadnjih par dni pred porodom dobila kar hudo obliko preeklampsije. Ampak mi je še vseeno pripadala porodna soba z banjo, zato ker je bila to moja želja. Sem željo v bistvu naprej povedala, da si želim roditi v vodi. Sobe so precej velike, za partnerja zraven fotelja, ogromno prostora, res tako, nekako nimaš prav občutka, da si v bolnici, bi rekla, no. Kot bi rodila v dnevni sobi. Ja, skoraj nekaj Samo še takega. bazen. Ampak rodila si v Reykjaviku. Ja. To je ena od bolnišnic, kjer lahko rodiš. Koliko si rekla, da jih je? 6 jih je na otoku? 6 jih je na otoku, nisem pa sigurna, v kolikih se da roditi. Vem, da vsaj v 4. Aha, ok. Ampak so pa vse ena zraven druge zelo blizu. Kako dolgo si ostala v porodnišnici in ali te potem, tako kot pri nas, pride obiskat kakšna patronažna sestra, babica? Torej v bistvu za nas, ki živimo na podeželju, veljajo pravila, da 14 dni pred predvidenim porodnim dnem se moraš preseliti začasno v prestolnico, v primeru, da bi prehitro rodil, hitreje rodil kot predvideno. Potem v bistvu tam čakaš in ti, ko te sprejmejo v bolnico, jaz še enkrat ponavljam, moj porod je bil malo zakompliciran, midva sta s sinčkom ostala dlje v bolnici, zato ker se je tudi pri njemu nekaj zakompliciralo. Drugače pa ženske,
grejo iz porodnišnice domov v prvih 24 urah. Pri nas smo 3 dni. Prvorodke, ja. Ja, 4 ure po porodu moraš ostati, takrat si še v porodni sobi in tako greš iz porodne sobe, lahko greš domov. Pripada ti 24 ur nege, če ostaneš dlje, potem ima to posledice za domačo nego, drugače pa pride k tebi babica 2 do 3-krat na dan, prvih 5 dni. In v bistvu se mi zdi, da so kar zagovorniki tega, da se mamica in otroček spoznavata, celita, vse skupaj v domačem okolju. Tako da ja, no, to je meni precej všeč. Ja, ampak recimo ti si iz oddaljenega kraja, kamor se Po moraš... novi ime imajo. In če mama rodi in nima komplikacij, kot si jih žal imela ti, potem po 24 urah gre kam? V hotel? Najbrž ne gre na letalo pa domov? Ne, to ne. Vsaj 5 dni ne speš domov. Drugače pa za nas, ki smo iz tega dela Islandije, torej iz južnega dela, iz Höpna, imamo na voljo sindikalna stanovanja. Torej sindikat, v katerem smo, ima v centru mesta en veliki blok, v katerem so stanovanja in si potem... Pa zrušilo se gledava, ker pri nas stanovanj ni. Ne, sindikalnih ne. Ne, nič. Ja, tako da v bistvu ti pripada 14 dni meni in 14 dni partnerju, vsega skupaj si potem en mesec lahko v tem stanovanju, da si blizu porodnišnice, bolnišnice, kakorkoli. Če otroček fejst zamuja, tako kot je moj, potem imaš pa možnost, imajo eno stvar, ki se reče bolnišnični hotel, ki je preko ceste od porodnišnice, kjer je v bistvu so hotelske sobe, ampak pripada porodnišnici, tako da če bi bilo kaj narobe, te pač kar tam namestijo. Pa zakaj si želimo biti Švica? Pa jaz se sprašujem, zakaj vas je samo 30 000? A kupiva karto? Ne, ampak res, zakaj si želimo biti Švica, če je na Islandiji tako dobro urejeno? Imaš tudi ti Mojca občutek, da je dobro urejeno? Mislim, se s tem pohvališ, pripoveduješ o tem ljudem, ker prepričani smo, da je tudi v Sloveniji super, ne? Pa zdaj neke prakse bi lahko prevzeli tudi od Islandcev, ne? Brez problema. Lahko bi tudi Islandci nekaj od Slovencev, zato ker se mi zdi, da kar se tiče starševskega dopusta, jim še malo šepajo, no. Jaz mislim, da za mamico ni dovolj 6 mesecev, da je svojim otrokom doma, čeprav ima tudi oče svojih 6 mesecev, ni isto. Da bi se dalo deliti, prenesti, drugače kompenzirati. Tako, pri nas, ka lahko oče prenese. Ja, pri nas se da prenesti 6 tednov, ampak 6 tednov tudi ni veliko, če imaš tako malega dojenčka. Pa tudi v času porodniške imaš še samo 80% svoje plače. Aha, pri nas je 100. Je pa nobenih dodatkov, nobenih ničesar. Tu mislim, da malo šepajo, ampak drugače pa mislim, da ker znajo. Mojca, delodajalci so naklonjeni družinam? Zelo. Zelo. Mislim, da malo je tudi drugačna kultura, se mi zdi. Tukaj imajo večinoma vsi ful prej otroke, tak 23-24 je že vsaj prvi, drugi, tretji otrok pri Islandcih. Vode v evropskim povprečjem, 29. Ja. Jaz sem prvega rodila pri 32, pa mi je tudi zdravnica lepo povedala, da sem že precej stara. Stara mama, kot mi. Za prvega, ne pa za 5. Ja, tako da. Mojca, pred tem smo se pogovarjali pred pogovorom, da se tudi pediatrične prakse in priporočila nekoliko razlikujejo. Prva stvar, a odlagate otroka na hrbet ali na bok? Samo na hrbet. Aha, vidiš. Res? Samo na hrbet. Ja, tudi Američani samo na hrbet, ja. Spi na hrbtu že od začetka. Prvega dne. Od začetka. Nič ne podlaga, ne. Nič. To je ena izmed stvari, ki so mene na začetku zmedle, zato ker so istočasno, dosti je bilo punc okoli mene nosečih istočasno in smo se pogovarjali, vsaka imela čisto neke druge informacije od mene. Ampak sem se odločila, da poslušam svojo babico, svoje zdravnike tukaj in fant je super. No, ja, super. Kaj pa pri kožici na fantovskem spolovilu, ne pri nas?
pediatri kar hitro rečejo, da moramo začeti vlačiti gor in dol in čistiti. Mislim, to je tako. Obsedeni smo s tem vlačenjem kožice. Ampak mame smo še tako. Jaz sem bila kar zadržana, ker nisem imela občutka, nisem vedela, kako. Potem se trudiš pod vodo in to je vse čudno. Pa potem rečeš partnerju, da je ti. Jaz sem prvič zato slišala od punc, spet od prijateljic v Sloveniji, pa sem na pregledu pri 3 mesecih vprašala pediatra in je bil zgrožen. Kaj sploh jaz mislim, da naj pustim na miru, da dokler on nima nikakršnih težav, naj se ne dotikam in se ne dotikam. Je še kaj takega, kar se bistveno razlikuje po priporočilih recimo od prijateljic Slovenije? Ja? Jaz bi rekla, da to sta ti 2 stvari, ki sem si jih jaz najbolj zapomnila in pa vem za dojenčke tukaj, če se rodijo z zlatenico, da se jih ne postavi kar takoj pod lučko, ampak se priporoča, da se dojenčka razvije, da se ga nekje na toplem postavi ob okno, pa naj ga malo sonček obsije, pa da bo že samo. Pa imate kaj sonca? Vrhunsko, če si delne leta. Odvisno. Trenutno je tema in še bo tema par ur, ampak poleti pa bi šlo. Ja, se pravi, če se rodi v avgusta, okej, ne? Mi še bi lahko, ja. Ampak to mi je pa tudi tako zanimivo, tudi ne pustijo ga v porodnišnici. Ločenega od mame, verjetno? Ne, tudi midva z možem sva imela svojo sobo, vsak svojo posteljo, privatno kopalnico, noben niti ni razmišljal o tem, da bi naj potisnil neko sobo, ker je več ženska, pa da bi partner moral iti domov, to sploh ni vprašanje. A to je z doplačilom takšna soba? Ker v Sloveniji je to za doplačilo, ne? Ne, vse, kar se tiče poroda, nosečnosti, je brezplačno, sploh ne plačaš ničesar. Ne, mislim dodatno sobo, ne? To, če ničesar. Standard, osnova. Tako. Wow. Mojca, kdaj grejo malčki v vrtec? Če izkoristite oba starša vsak svojih 6 mesecev, potem pri enem letu, tako kot pri nas? Ja, vrtec je problem, zaradi tega, ker so 3 v državi. Vrtcev je malo več, ampak absolutno ne dovolj. Predvsem v malih krajih, tako kot je pri nas, nikoli ni dovolj prostora, nikoli ni dovolj zaposlenih in se vedno čaka. Se z Uršulo že pakirava, pride. Rezervacija, prosim. Vrtec je, v bistvu so ravno letos, poleti, v našem kraju, v naši občini sprejeli kot pravilo, ne bom rekla zakon, ker ni zakon, ampak pravilo, da mora vsak otroček imeti zagotovljeno mesto, ko napolni 1 leto. To pomeni, da so dogradili vrtec, tako da naš fant bo šel z avgustom v vrtec, ja, drugače pa nimajo, tako kot pri nas, da recimo se lahko v vrtcu pridružiš sredi šolskega leta, ampak se tukaj začne avgusta, se vpišeš avgusta, začneš. Kaj pa, če se rodiš februarja? Potem si pač star 7 mesecev. Počakaš in si star leto. Počakaš do naslednjega leta, tako je. Ampak kam pa daš otroka ta čas, če morata v službo oba starša po enem letu? Obstajajo gospe, ki na domu čuvajo otroke, reče se jim dagmama, kot dnevna mama, ki za par ur na dan, čez teden vzame tako do par otrok. Kako ste pa stroškovno? Vrtci so dostopni vsem? Vam kaj, ne vem, sofinancira občina, država? Ker pri nas je določen delež sofinancira, da nima občina. Za prvega otroka ne dobiš sofinanciranja, za drugega dobiš nekaj, za tretjega je zastonj. Spodbujajo rodnost, no. In če začneš pri 23, ti lahko že uspe, ne? Tako, ampak niso pa vrtci, mislim, da so vrtci niso dragi, vsaj tukaj, kjer jaz živim, ne. Tako da, vem, da če ne dobiš prostora v vrtcu, takrat ti občina vsak mesec nakaže, mislim, da je 350 € kot nadomestilo mami. Za dnevno mamo. Tako, ker za tebe, da ostaneš doma s svojim otrokom. S kom je pa zdaj tvoj otrok? Z dagmamo? Ne, je še tako majhen. Z dagočetom, tako. S pravim očetom. Ker se spravim s svojim očetom. Mojca, starih staršev nimate na otoku, ne? Ne. Kaj to pomeni za vaju in ali so Islandci vajeni tega, da
Sodeluje celotna vas pri vzgoju otroka, tisti, ki imajo babice in detke tam? Ne, v resnici ne. Vzgoja otroka je čisto individualna stvar. Če imam jaz otroka, to ni stvar moje mame. Mi je objasnila moja sodelavka. Wow. Ja. Malo drugače razmišljajo kot mi. Mi dva sva, to je edino, kaj poznava, pač ali jaz salon. Imam jaz sicer prijateljice, ki so se navdušene, ker je to prvi otroček v naši družbi in tako naprej. Pak ja, mi dva nekako gre, no. Otroka imava res pridnega, zlatega fantka, tako da hitro trkam na les. Zaenkrat je Kar okej. potrkaj močno, ja, se še spremenijo stvari. Iz izkušenj poveva. Mojca, kaj pa slovenski oziroma hrvaški po možu starši, a kdaj vprašajo, pridete kaj nazaj, a boste res tam? Ali ni več tega po toliko letih? Zdaj je še vedno več. Zdaj, odkar so dobili vnuka, še vedno več. Hrepenijo po njem, ne? Tako, jaz sem rekla, da prvič v skoraj 10 letih, kaj sem na Islandi, tudi jaz čutim oddaljenost. Pa ne zaradi sebe, ampak se mi zdi. Rada bi, da jih pozna, ne? Tako, zdi se mi sebično od mene, da živim nekaj, ker moj otrok ne more imeti stika s svojimi starimi starši. Mene pa zanima, ali so te že obiskali družinski člani, prijateljice iz Slovenije? Brat je bil tukaj s svojima 2 hčerkama, tako da v bistvu, ko je bil sinček star okrog 3 mesece, je prišel brat z mojima nečakinjama. Drugače pa gremo mi vstaj v konec februarja za dobre 3-4 mesece. V Slovenijo? Tako, Slovenija, Dalmacija, Hrvaška. tu nekje na to relacijo, tako da smo krasno. rekli, da je lažje nam, ko ugradimo vse dokumente, ko malo zraste, pa da pridemo mi. Mojca, vseeno, če data na tehtnico, očitno ostajata, zdaj časovnica, kakršnakoli pač je, a se dobro počutita kot starša na Islandiji, sprejeto, podprto, vam je fino tam živeti in zdaj že vzgajati, ne, sinčka? Ja, jaz se pravi, nekako pogrešam mogoče bližino družine, ampak vse drugo pa mi pretehta tukaj. Živimo v majhnem, zelo varnem kraju, v katerem ne vem, če sem v zadnjih 10 letih enkrat zaklenila vrata od stanovanja. Wow. Nepredstavljivo. Ja. Tukaj je, recimo, to je en primer, ki ga vedno dam ljudem, je, da tako kot se pri nas, ne vem, izpred trgovine so mi ukradli kolo, izpred faksa mi je zginilo, ne vem, to. Pri nas je obratno, imamo eno Facebook skupino, v kateri je, pred mojo hišo je že 2 dni parkirano to kolo, čigavo je. Ali pa našla sem rokavico, če kdo pogreša, je tukaj. Mislim, res Krasno. je čisto nasprotje. Mali varni kraj se mi zdi, da je tukaj res fino vzgajati otroka. No. Ampak v Sloveniji tudi v malih krajih nimaš več občutka, da lahko pustiš vse odklenjeno. Mislim, res je očitno drugače. Drugačna kultura. Ne vem, če bi kdo napisal v eni mali vasi, tukaj ste pustili na rokavico, čigava je. Ja. Kakšen jezik bo govoril sinček? Slovensko seveda itak, ne, ampak... Ja, se z njim pogovarjam slovensko, mož hrvaško. Okay. Islandsko bo govoril 100%, zato ker živi in odrašča v islandskem okolju, v vrtcu islandščine. In tudi ti govoriš, Mojca? Tudi jaz govorim islandsko, tako je. Daj nam povej, kaj v islandščini. In nemško in angleško. Ampak te jezike smo že slišali, islandskega pa bolj poredko, ne? Res je. Jo, se ne vem, kaj narečem. Veš, kaj lahko poveš, da se ti je letos pridružil, sin, rodil otrok? Kje živiš? Ég heiti Mojca, ég vinn á Hótel Hub í Hortnafirði. Ég er 32 ára og ég vona barni í þessu ári. Hann heiti Max, hann er 4 mánaða gamall og það er allt bara frábært. Hvala, Uršula bo prevedla. Ujela sem čudovito ime dečka in to je vse, kar sem ujela. In pa res lepo intonacijo. No. Zelo. Ja. Veš kaj, jaz bi tudi rekla, da ok, ampak če vprašaš kakega Islandca, se mogoče ne bi strinjal. Zaenkrat pa se jih ni veliko, ne? Vse ok. Joj, Mojca, hvala za vpogled v tvoje življenje, no? In življenje družine Z veseljem. na Islandiji. Ostanite še naprej tako povezani in
In pozdravi družino v Sloveniji in prijatelje. Zdaj imaš priložnost, poslušali bojo, to veš. Ja, nobenemu nisem povedala, tako da okej. bo presenečenje. Super. Pozdravi jih. Oziroma, veš kaj, ne bo šlo brez tega. Ja. Daj, papa. Papa! Sem že mislila, da smo jo izgubili. Ne, Papa, Mojca, hvala. papa, z veseljem. Papa, midve pa še ne. Ne, ker že mahava v Švico, tam je z družino doma Žiga Tručl in tudi on. Si zasluži džingl. Šala za starše. Žiga Tručl, dober dan v Švico. Zdravo. Kam točno te pozdravljava? Sedim ravno kar v Zürichu oziroma na obrobju Züricha. V katerem kantonu živite, to ni namreč nepomembna informacija. Ja, v Švici so med posameznimi kantoni kar precejšnje razlike, tako da Zürich leži v istoimenskem kantonu, kanton Zürich. Razlike so pa predvsem med nemško govorečim in francosko govorečim delom Švice, pa tudi med posameznimi kantoni znotraj isto govorečih regij, ker posameznih kantonov je kar 26 in nekateri so večji, nekateri manjši in določene stvari veljajo za vse, medtem ko se pa veliko stvari razlikuje na občinski ali pa na kantonalni ravni. Žiga, to ni policijsko zaslišanje, ampak je nekaj podobnega. Zdaj nama prosim povej, kdo si, kaj počneš z družino v Švici in koliko članov šteje tvoje gospodinjstvo. V nasprotnem primeru te mučiva. Po izobrazbi sem matematik, zaposlen sem na eni izmed tukajšnjih zavarovalnic, z ženo pa sva se preselila v Švico leta 2017. Potem, ko je žena dobila ponudbo za delo v bolnišnici, kjer je v času študija opravljala prakso. Prva hčerka se nama je rodila v začetku leta 2022, nato se je konec leta 2023 pridružila še sestrica, se pravi kmalu 3 in ravno kar konec tedna 1. 2 under 2 sta torej imela 2 otroka pod 2 leti. Čestitam za ta dosežek. 22 mesecev. Kako ste zdržali? Ja, brez babic, ni vedno dedkov. najlažje, ampak z veliko organizacijo se da. Se bomo o tem še v nadaljevanju govorili. Žiga, ko smo se dogovarjali za pogovor, si omenil, da nekaj dni po snemanju tega pogovora otroka uvajate v vrtec. Oziroma ne, ste ga že uvajala, ne? Ja, to je bilo prejšnji teden, v ponedeljek smo začeli. In da morate biti oba starša prisotna na pogovoru. A imate kak protokol poseben? Zdaj, v našem vrtcu poteka vse zelo počasi. Imamo tudi poseben protokol. Za samo uvajanje je predvidenih 6 tednov. To imenujejo cüriški model. 6 tednov? Cüriški model. Eni nimajo toliko porodniške, Žiga. Pri nas imamo 3 dni. Ja. En teden. Tega se tudi midva zavedava in tudi to sporočili, ker ko smo uvajala prvo hčerko v vrtec, so še imeli nek drug model, ne vem, kako se je tisti imenoval in tisti je bil precej krajši, takrat je trajalo samo 2 tedna, zdaj pa tisti je bil luganski. Zürich, Schnellkurs. No, in ni pa to potem... Montessori vrtec ali kaj podobnega, čisto navaden vrtec, kjer so se pač odločili za tak dolg uvajalni program. In kaj počnete v tem uvajalnem programu? 6 tednov je res ogromno. Prvi dan v bistvu poteka samo pogovor staršev in vzgojiteljico o otroku, njegovih lastnostih, značaju, kako trenutno poteka vsak dan, kako je s spanjem, hranjenjem, tako naprej. In na to naslednja 2 tedna, vse po programu, ki so ga dobila, sledijo do dobro uro dobri obiski skupaj z enim od staršev, ker pa še ni ločitve, se pravi, vedno je starš prisoten z otrokom v vrtcu, v skupini. Prva ločitev je potem v 3. tednu, ko otrok ostane za določen čas sam in ta čas ločitve se nam to postopoma podaljšuje do 6 tednov, ko naj bi potem otrok popolnoma samostojno cel dan preživel v vrtcu. In je? Ne veš še. Ne veš še, ja. Zdaj trenutno smo komaj z 2. tednom začeli. Prejšnji teden je bil 1. teden, tako da zdaj ta teden je 2. teden. Pri nas je malo posebno to, da bo vmes 2 tedna pauze zaradi božičnih pa silvestrskih praznikov.
Ampak upamo, da to ne bo preveč vplivalo na cel proces. Mehki prehod do separacije. Zanimivo, zelo zanimivo. Zelo počasen. Ampak, Žiga, če se vrnemo nazaj v čas, preden ste dobili novega člana, kakšna je nosečnost v Švici? Kako je poskrbljeno za nosečnice in morda še ta uvid, ali je odnos do tujk kaj drugačen kot do domačink? Bom poskusil odgovoriti na to vprašanje kot moški. Definitivno pa mi pomaga, da je moja žena ginekologinja in se z nosečimi ženskami poklicno ukvarja skoraj vsak dan. Nosečnost v Švici, po mojem mnenju, nič drugačna kot v Sloveniji ali pa kje drugje. Za nosečnice je zelo dobro poskrbljeno. Švicarski zdravstveni sistem ni brez razloga eden najboljših na svetu in tudi tujke niso tukaj obravnavane čisto nič drugače. Tudi niti po mojem mnenju, niti po mnenju moje žene. Sploh pa ne v Zürichu, ki je zelo internacionalen, tako da jih je ogromno in bi bilo skoraj nemogoče vsako tujko posebej ali pa drugače obravnavati. Kaj to pomeni, ko praviš eden izmed boljših zdravstvenih sistemov, po drugi strani pa praviš, da se ne razlikuje toliko od slovenskega? A to pomeni, da smo mi druga Švica? Tudi podobno količino, ne vem, pregledov, ultrazvokov, presejalnih testov, je vse to, ne vem, zajeto v nek ta model zdravstvenega zavarovanja? Ja, to je vse zelo podobno v bistvu. Od 13. tedna nosečnosti pa do 8. tedna po porodu so kriti tudi vsi zdravstveni stroški, brez upoštevanja odbitne franšize, kar je sicer praksa. Pomeni, da kadar greš k zdravniku, do neke določene višine si udeležen pri stroških sam na letni ravni. Za nosečnice to ne velja. Za nosečnice so kriti vsi pregledi, vsi konzultacije, sam porod, ki je lahko doma v porodnišnici ali pa v Geburtshausu. To je taka specializirana ustanova, kjer lahko ženske rodijo samo z babicami, brez zdravnikov. Vse to je krito, kriti so tudi obiski babic po porodu, svetovanje za dojenje. In to je v bistvu razlika z normalnim zdravstvenim sistemom za tiste, ki niso noseči. Da pač ta odbitna franšiza odpade. Pa so v Švici naklonjeni porodom na domu? Bi rekel, da ja. Oziroma, mislim, da število le-teh narašča. Ni zanemarljivo, bi celo si upal trditi, da narašča, definitivno narašča število porodov v Geburtshausu, se pravi ena taka vmesna stopnja, ker vseeno ni zdravnikov, samo babice, se pravi neko medicinsko osebje je prisotno, nisi doma, nisi pa tudi ne v porodnišnici. Žiga, brali sva, da je v Švici običajno, da mama sprva, ko se vrne enkrat v službo, dela polovičko, torej polovičen delovni čas in da je polovico časa doma z otrokom. A je to res običajno in zakaj se odločijo za tak način? Ja, bi rekel, da je običajno, ker mislim, da približno 2/3 Švicark niso zaposlene za poln delovni čas. In glavni razlog so predvsem zelo visoki stroški predšolske vzgoje. Ti znajo biti tako visoki, da bi ena plača šla skoraj v celoti samo za ta namen in potem se pojavi vprašanje, če ne bi bilo smiselne preživljati čas z otrokom doma, glede na to, da vsaj z finančnega vidika razlike ni. Žiga, o kakšnih zneskih govorimo? Lahko dam primer, to je tukaj na obrobju Züricha, ampak to je tako, kot sem na začetku povedal, mogoče Zürich tu malo odstopa od kakšnih drugih kantonov, tako da če bo kak Švicar to poslušal, bo rekel, ne, pri nas ni tako visoko, pri nas je samo polovica tega zneska, ampak vseeno pri nas stane dnevna tarife so vedno dnevne, zaradi tega, ker skoraj noben otrok ne hodi v vrtec cel teden oziroma cel mesec, ampak samo posamezne dneve. In dnevna tarifa za otroke do 18. meseca je 185 frankov na dan, po 18. mesecu pa 160 frankov na dan. Mislim, se opravičujeva, ker se smejim. Oprosti, ampak to je mesečni vrtec za marsikoga pri nas, skupaj s subvencijami. To se midva tega tudi dobro zavedava, sploh kadar se pogovarjava s prijatelji, imajo podobno stare otroke v Sloveniji in ta številka je popolnoma absurdna, sploh kadar koliko preračunaš, koliko to znese na mesečni ravni, če tvoj otrok obiskuje vrtec 3 dni na teden, pa če imaš potem 2 otroka, na primer. Ampak ja, Žiga, kaj pa če otrok, ne vem, zboli, a ga moraš odjaviti in dobiš tako kot pri nas nazaj tisti €50 za malico, karikiram, ali dobiš polno ceno tistega dneva 185 ali pa 160 frankov? Ne, žal, ni nobenih povračil, vsak mesec plačaš pavšal za celoten mesec, se pravi, če otrok obiskuje vrtec 3 dni na teden,
pomeni, da se obračuna mesečni pavšal v višini 12 dnevnih tarif in ne glede na to, ali ima vrtec potem mogoče v tistem mesecu en teden celo zaprto, ker so kolektivni dopusti, ali pa če sta v tistem mesecu na ponedeljek ravno 3 prazniki. Žal. Wow, zelo zanimivo. Ampak a so vrtci polni ali prazni, glede na to, kar praviš, glede na cene, ki so astronomske, če poslušamo z naše perspektive? So polni, tudi čakalne vrste za prid v vrtec so precej dolge. Pri drugih hčerki sva prijavila vrtec, še preden se je v bistvu rodila. Žiga, za drugega otroka, torej za sorojenca, obstaja kak količinski popust? Subvencija. Ja. 5 ali pa 10% je običajno popusta na mlajšega otroka. To je tudi pri nas primer, ampak še vedno kaplja v morje proti vsem stroškem in ni primerljivo. Naprimer, mislim, da Slovenijo, ker je drugi otrok vedno zastojen, kadar je v vrtcu. Zdaj pa si predstavljava z Majo, se odločiš, da bosta otroka obiskovala vrtec 3 dni na teden. Preostala 2 lahko, torej, če mama ima tak delovnik ali pa oče ostane doma z njima, kaj pa sicer, a ne vem, a koristijo babice, detke, varuške, vidva babice in detkov tam nimata? Tako, znajdejo se zelo različno. Obstajajo tudi tako imenovane tagesmutter, kot neke vrste dnevne mame. Bi to prevedel? Ja, dnevna mama, ampak gre bolj za vzgojiteljice na domu, ki lahko brez posebnih izobraževanj, mislim, da imajo doma pri sebi do 5 otrok. In one ponujajo te storitve in kdo to potrebuje, se lahko odloči tudi za kaj takega. Obstajajo tudi določene ustanove, pa če imamo te ustanove, večinoma so to v sklopu vrtcev, tako imenovane špil grupe, kamor se grejo otroci samo igrati za nek krajši čas, ne za cel dan. Tako da nekaj možnosti je, pogosto je pa pri tistih, ki imajo to možnost, se pravi pri Švicarjih večinoma, da se dogovorijo kdaj tudi s starimi starši ali pa s kakimi sorodniki, da se organizirajo za kak dan. Žiga, glede na cene in stroške, sta kdaj razmišljala s partnerko, da bi se vrnila domov ali vama vseeno ustreza življenje v Zürichu? V življenju v Sloveniji oziroma morebitni vrnitvi razmišljava kar precej. V prvi vrsti ravno zaradi teh, kako bi rekli, ne stroškov, ampak mogoče na splošno aspektov življenja povezanih s starševstvom. V Slovenijo se še vedno precej pogosto vračava, oziroma vsaj v preteklih 2-3 letih sva se vračala, saj je bila žena 2-krat na materinskem dopustu. In vsakič sva ugotavljala, da nam manjka predvsem ta spontan stik s prijatelji z otroških dni, pa tudi bližina preostale družine, ki bi sodelovala tudi pri vzgoji otrok na nek način. Delno pomagala, delno bila pa samo udeležena pri tem. In dokončne odločitve še nisva sprejela, ampak mislim, da pogovori o tem se ne bodo nehali. Ko omenjaš ta starševski oziroma omenil si materinski dopust, kako je razdeljen v Švici? Pogovarjali sva se namreč z Mojco z Islandije, tam imajo 6 mesecev mame, 6 mesecev očetje, neprenosljivo, ne? Pri nas se veš, običajno oče prenese del dopusta na mamo, ki ostane 11 mesecev doma. Ja, Švica ne pozna skupnega oziroma deljenega starševskega dopusta. Materam pripada zakonsko 14 tednov dopusta z nadomestilom v višini 80% plače, očetom pa od 1. januarja 2022 naprej 2 tedna, prav tako z nadomestilom 80%, predtem je bilo zakonsko določeno samo en dan dopusta za očete. Ampak kaj to pomeni, da večina v resnici ne dočaka, razen če čara z ne vem kakšnimi dopusti ali čimerkoli že, prvega rojstnega dneva svojega otroka? Na dopustu oziroma na porodniški? Ne, jaz bi si upal trditi, da v Švici skoraj nihče ne dočaka prvega rojstnega dne svojega otroka še na materinskem dopustu. Seveda je zelo oziroma veliko delodajalcev te čase malo podaljša ali pa poviša nadomestilo na 100%, ampak tu govorimo o mogoče par tednih. Je pa potem vseeno tako, da veliko žensk predvsem se odloča, da tudi po izteku tega zakonskega določenega obdobja vzamejo še neplačan dopust, pa koristijo redni dopust in tako naprej, da lahko ostanejo z otroci vsaj do njihovega 6. oziroma 9. meseca, mogoče v kakem primeru tudi do 1. leta, ampak to si morajo seveda tudi privoščiti. Ampak kako sta vidva to urejala? Midva sva tudi, žena je vzela prvo svoj redni dopust, kolikor ga je imela, nato pa sva vzela še neplačen dopust do 10. meseca,
Moram zdaj malo zračunati, na kar sem jaz vzel še za preostala 2 meseca do 1 leta očetovski dopust, oziroma moj delodajalec je precej radodaren z očetovskim dopustom in sem lahko ga koristil potem še, da je bila mlajša oziroma tudi starejša hčerki doma oziroma ne v vrtcu do 1. rojstnega dneva. Ja, ampak kaj se zgodi, če gre ženska po 14 tednih, toliko je te porodniške pri vas, v službo? Kdo ima tega otroka? Ja, tega otroka Jasli, ne, verjetno obstajajo, ja. Ne, to je v bistvu enaka ustanova, oni to imenujejo Kindertagesstätte, prevedem direkt v vrtec, ker to ni zdaj te neke jasne ločnice med jaslimi pa med vrtcem. Teoretično lahko v vrtec tukaj v Švici že vpišeš otroka z 3 meseci in Ki še dejansko ne je imajo goste tu pa tam hrane. tudi. Kdo ga uvaja, ja? Kdo ga daje spat? Vse to. Nekdo drug. To je, Ja, to je žalostno, malce je žalostno Z našega poslušati, vidika, ja, ja. ker imamo res ta privilegij, da smo lahko 1 leto doma. ja, včasih, ko poslušaš kakšne Švicarke ali pa Švicarje, pa pravijo potem, ja, saj otroku še ni tako hudo pri 4 ali pa 5 mesecih, takrat se še sploh ne zaveda, da si ga pustil za cel dan tam, tako kot je to pri 1 letu primer, zato potrebujemo vsa ta uvajanja itd. Ampak ja, tudi nama se zdi to malo pretirano, zato smo se tudi odločili, da smo to naredili malo drugače. Žiga, kakšen odnos imajo na splošno Švicarji do družine? Ne moreva, se mi zdi, dobiti pravega občutka. Kot da so bolj karieristi kot družinski ljudje, ampak morda se motiva. Ja, in tudi do natalitete, ker očitno je ne spodbujajo na način, kot se to počne pri nas ali kamoli v kakšnem sosednji državi Madžarska, recimo, ker te dobesedno štipendirajo, da rojevaš, ne? Ja, mislim, ne? Ja, Mesečno bi se rento strinjal. dobivaš. Skoraj. Takšnih nadomestil, ne, tudi nobenih subvencij tukaj ni, se pravi tudi stroški, nagrade ki jih za imajo otroka mlade v družine, so porodu. precej visoki. Ne, jaz mislim, da imajo dovolj prirasta prebivalstva s priseljevanjem, da jim trenutno se ni treba ukvarjati z kakršnimkoli ukrepi na področju natalitete. Po mojem mnenju je Švica pa Zürich družini, pa vsaj mladi družini, rekel, precej neprijazna. Mogoče se to kasneje, ko so otroci malo starejši, spet spremeni, ampak v tem začetnem obdobju, ko te otroci najbolj potrebujejo, si res težko tam za njih, ker je v Švici to razmerje med poklicnim in zasebnim življenjem precej slabo, bi jaz rekel, da še posebej velja za zdravstvo ali pa mogoče celo za cel terciarni sektor in tudi finančno, kjer je Švica drugače precej atraktivna in mogoče ravno v tem obdobju zaradi teh visokih stroškov to precej drugače. Sta pogosto frustrirana zaradi teh, ne vem, okoliščin, ki sta jih vseeno sama izbrala, pa se veš ta precep med tem, da sta zelo mlada človeka, ki uspešna vsak v svoji karieri, ne, službi, pa po drugi strani to, da sta starša, ne, da imate zelo rada svoje otroke, drug drugega. A ne vem, te frustrira to? Pravzaprav ne. Nismo pričakovali tega. Sploh v tem vdihu. Mogoče to moja, kako bi rekel, naravna pozitivnost, ampak se mi zdi en pozitiven aspekt tega, da mogoče nimamo toliko časa zaradi vseh drugih obveznosti, službenih predvsem, ki jih ima človek v Švici, je ta, da smo kot družina malo bolj povezani, ker smo tukaj sami in praktično ves prost čas preživljamo skupaj in takrat se res posvetimo drug drugemu. Ampak kako pa preživljate svoj čas? Švica čudovita država. Hodite na ob jezera, hodite v hribe. Slovenski način. Praktično vsak v Švici živi skoraj že ob jezeru, tudi tu v Zürichu vsi rečemo več ali manj živimo ob jezeru. No. In ja, izleti v naravo, obiski živalskih vrtov, tudi takšnih, ne zdaj mogoče tistih, imamo tudi takšnega v klasičnem smislu, imamo pa tudi več takšnih, kjer so divje živali, pa imajo tudi malo več prostora, prosto tekajo, pri nekaterih lahko se jih celo dotikaš ali pa jih hraniš. Tisto zdi otrokom res super, da se lahko med srnami sprehajajo. Se pravi, da je poleg tega, oziroma če izključimo te življenjske stroške, je otroštvo v Švici, v Zürichu lepo. Lahko je običajno, ne? Ja. Ja, bi se strinjal s to trditvijo, ja. Žiga, povej čisto iskreno, a pritiskajo stari starši, prijatelji, vrnita se? Ja. Ja, ne? Lahko čisto kratko povem, da ja.
Ja. Se zato tudi verjetno toliko razmišljate, vseeno se pogovarjate, pa se ginekologinje zelo krvavo potrebujemo v Sloveniji. Res je. Tako da ne bo težko najti službo. No. Mislim, da pogosto ni največja omejitev ravno to, da ne bi mogli najti službe, tisti, ki smo v tujini, gre mogoče za druge stvari, ko se enkrat navadiš na nek določen ritem, ne? Pa mehurček. Standard, mogoče je celo pretirano, ampak... No, vse stanovanja se prodajajo po švicarskem standardu, cene so takšne. Vseeno je pač tu, kako bi rekel, gospodarska, politična stabilnost, delujoč zdravstven sistem, čudovita narava, vse štima, tudi velikost države ni tako drugačna od Slovenije. Ko vzameš vse skupaj in premisliš, dela to odločitev, se vrniti v Slovenijo precej težko. Ja, in plus tega, da se navadiš na svoj način življenja in na to, da si neko jedro, ne, ki ga tvoriš samo svojo res ožjo družino, ne, in se zaneseš drug na drugega. Ja, so prednosti in slabosti. Vzgoje in vsega drugega. Ja, Žiga, nič. Hvala lepa za tole oglašanje iz Švice. Prosim. Hvala za to uvid v življenje, ki ga imate v Zürichu. Lepo pozdravi partnerko in pa otroke. Ja. Otroka. Za konec pa daj nam še nadaljavo. Papa. Adijo, papa.